Začetki programa Zora niso bili prav lahki. Morali smo orati ledino na področju organiziranih presejalnih programov. Srečo smo imeli, da smo se lahko pridružili v okviru Evropske skupnosti programu Evropa proti raku, predvsem presejalnemu omrežju za raka materničnega vratu, kjer smo dobili usmeritve in seveda tudi prevzeli njihove izkušnje. Ko smo se leta 1996 zbrali, smo vedeli, da moramo pravzaprav postaviti oziroma delati s prav vsemi skupinami. Tako s stroko, da jo prepričamo, da dejansko letni pregledi niso nujni, ampak da lahko interval razširimo. Potem smo morali ravno to pojasniti tudi javnosti, saj so se pojavljala mnenja, da hoče s tem zdravstvo šparati. Seveda pa smo mogli delati tudi na drugih strokovnih področjih, kot je citopatologija, kjer je bilo treba urediti klasifikacijo, urediti tudi informatizacijo in na področju patologije. Tako smo najprej s pilotno raziskavo preverjali odzivnost žensk in vzpostavljali kakovost na vseh področjih. Veliko dela je bilo tudi z ministrstvom, saj smo morali nenazadnje vzpostaviti tudi vso zakonsko osnovo za delovanje programa, naš informacijski sistem, kot tudi za delovanje vseh drugih strokovnih skupin. Trajalo je precej časa, veliko smo se pogovarjali, končno smo leta 2003 dočakali pravilnik, s katerim smo lahko vzpostavili organiziran program in seveda tudi zakon dopolnili o evidencah v zdravstvu, kjer smo postavili formalno informacijski sistem, brez katerega pravzaprav ne bi mogli ne vabiti žensk, ne spremljati učinkov programa. Veseli smo, da smo lahko dodajali vedno nove stvari, da smo lahko nabirali izkušnje v drugih državah, kot tudi povabili strokovnjake, ki so imeli s tem večje izkušnje, dodajali nove stvari, tako da smo prišli do sem, kjer smo, ampak vemo, da se naše delo nikoli ne konča. Seveda pa čakajo moje sodelavce novi izzivi. Prepričana sem, da bodo te izzive uspeli spraviti v prakso in da bomo dosegli to, kar si je zadala tudi Svetovna zdravstvena organizacija, da bomo eliminirali raka materničnega vratu v naši državi.